Lepo pozdravljeni. Moje ime je Branka Đukić in sem zaposlena na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Ljubljani na področju promocije zdravega prehranjevanja različnih skupin prebivalcev. Med drugim svetujem, kako izboljšati organiziranost prehrane v vrtcih in šolah. V svojem prispevku bom predstavila usmeritve, ki smo jih sodelavke na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravile v pomoč strokovnim delavkam in delavcem pri izvajanju različnih aktivnosti, ki vključujejo ravnanje z živili v igralnici vrtca. Opažamo, da so otroci danes zelo inteligentni, saj starši, vzgojitelji in različni strokovnjaki posvečamo velik pomen razvoju kognitivnih sposobnosti pri otrocih. Nekateri otroci se v predšolskem obdobju že učijo tujega jezika ali rešujejo preproste matematične naloge. Pogosto pa otrokom primanjkuje praktičnih izkušenj. Znajo ti isti otroci tudi samostojno olupiti mandarino ali pripraviti mizo za obrok ali celo pripraviti zmes za palačinke. Opažamo, da so otroci danes vse manj telesno aktivni. Pred desetletjem so na primer tekli za zmajem, ki je privezan na vrvico plapolav na nebu, danes pa otroci stoje na mestu z daljinsko konzolo upravljajo igralni dron na nebu. Opažamo tudi, da otroci danes hitro padajo pod močan vpliv reklam, nagradnih iger in videoigric, ki so namenjeni oglaševanju za otroke pogosto neprimernih prehranskih izdelkov. Glede na današnjo delovno obremenjenost staršev in pasti potrošniške družbe, se je upravičeno vprašati, koliko otrok je deležnih skupnega družinskega obroka, ki je po možnosti pripravljen v domači kuhinji. Vse omenjeno so ovire oziroma izzivi, ki se dandanes pojavljajo v povezavi s prehranjevanjem otrok. V vrtcu, ki ga vsakodnevno obiskuje velika večina otrok, je možno prej izpostavljene primanjkljaje ublažiti, saj ponuja dragocene možnosti in priložnosti. Izkušnje kažejo, da je otrok, ki sodeluje v postopku priprave hrane, dovzetnejši za poizkušanje in sprejemanje novih živil oziroma jedi. K temu v veliki meri pripomore tudi zgled drugih otrok v skupini. Tako otrok širi nabor okusov, ki jih sprejema, kar pomembno vpliva na pestrost njegove prehrane in s tem na zagotavljanje vseh za rast in razvoj pomembnih hranil. To je dobra naložba tudi za ustrezno prehranjevanje v odraslosti. Priprava hrane je znanje in veščina, ki se je moramo naučiti. Pri tem velja, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Če prištejemo še pomanjkanje časa ali volje za pripravo raznovrstnih jedi, lahko postane prehrana v posameznih družinah žal precej enolična. Za otroka iz takšne družine je zato priložnost, da si v vrtcu razširi obzorje okusov nadvse pomembna, saj še vedno velja, da kar se Janezek nauči, to Janez zna. In nenazadnje, zelo pomembno je otroka navdušiti za samostojno pripravo okusnih in hranljivih jedi. Zaradi zavedanja, da zmore sam, mu raste samozavest, ta pa pomembno vpliva na pozitivno samopodobo. Z njo je soočanje z izzivi, na katere naleti v življenju, lažje. Proces priprave enostavnih jedi v igralnici vrtca je lahko tudi mala šola timskega dela. Skupina otrok isti cilj doseže z delitvijo nalog. Delijo znanje, naloge, izkušnje in si pomagajo. Zato je vrtec prostor in priložnost, kjer je predšolske otroke možno uspešno spodbujati k zdravemu prehranjevanju na več načinov. Preko zdrave prehranske ponudbe iz vrtčevske kuhinje, ki lahko pomenljivo prispeva k dobri prehranjenosti in zdravju otrok. Tudi v igralnici vrtca, kjer se preko kulturnega uživanja obrokov otroci učijo zdravih prehranjevalnih navad. In nenazadnje preko izvajanja različnih aktivnosti, ki pri otrocih krepijo praktične veščine pri ravnanju z živili. Bodisi obdelovanje vrtička ali zeliščne grede v neposredni okolici vrtca, bodisi opis ali prikaz pridelave in predelave različnih vrst živil, ali izvajanje delovnih postopkov,
priprave hrane oziroma jedi. V šolskem letu 2017/18 smo vsebinsko rdečo nit v okviru programa Zdravje v vrtcu naslovili S hrano širimo obzorje. Pripravili smo različna predavanja v povezavi s to temo in predstavitve primerov dobre prakse iz vrtcev. Izvedli smo tudi anketo med strokovnimi delavci vrtcev in se tako pobliže seznanili z izzivi v povezavi z izvajanjem različnih aktivnosti v igralnicah vrtcev, ki vključujejo delo s hrano. Naprimer pomanjkanje delovnih pripomočkov, dvomi glede morebitnih tveganj pri delu z živili in podobno. Prav tako smo pridobili nabor najpogostejših aktivnosti, ki se v povezavi s hrano izvajajo v igralnicah. To je bilo izhodišče, da smo se posvetili pripravi priporočil za varno ravnanje s hrano v igralnici vrtca, kjer veljajo drugačni pogoji kot v vrtčevski kuhinji in osebje, ki v tem primeru rokuje s hrano, so otroci. Potrudili smo se, da bi priporočila za pripravo enostavnih jedi v igralnici vrtca napisali tako, da jih lahko razumejo vzgojiteljice, zagotovo organizatorji vrtčevske prehrane in tudi nekateri starši. Za nekoga bodo vsebine predstavljale zgolj ponovitev in utrditev že znanega, za druge mogoče tudi nekaj novih spoznanj. Pomembna dejstva v priporočilih smo izpostavili v rdečih okvirčkih, definicijo v zelenih, zanimivosti pa v rumenih okvirčkih. V drugem delu priporočil, kjer smo predstavili nekaj praktičnih primerov aktivnosti, pa smo uporabili tudi znakovni zapis v želji, da bi gradivo služilo kot delovni pripomoček. Podrobneje smo se posvetili 4 vsebinam. V prvem delu smo opisali značilnosti mikroorganizmov ter okužbe in zastrupitve s hrano, ki jih ti povzročajo. Posebej smo se posvetili preprečevanju okužb in zastrupitev s hrano, tistemu, kar je mogoče bolj znano organizatorjem prehrane in kuharskemu osebju, nekoliko manj pa vzgojiteljicam in vzgojiteljem. Vendar pa je v primeru, ko tudi slednji občasno izvaja različne aktivnosti v povezavi s hrano, poznavanje in razumevanje te vsebine zanje prav tako pomembno. V drugem delu smo se posvetili pravilom, ki veljajo v vrtcu glede varnosti in zdravja pri delu, ter uporabe vseh električnih in drugih naprav za delo z živili, zlasti, kadar z njimi rokujejo otroci. Pogosto mislimo, da smo v povezavi s tem dovolj previdni, vendar je dodatno zaveščanje o morebitnih tveganjih za otroke lahko samo dobrodošlo. Posebej smo izpostavili tudi alergije v povezavi s hrano in zastrupitve z gobami in rastlinami, ki so pri majhnih otrocih zaradi njihovih telesnih in presnovnih značilnosti toliko bolj tvegane kot pri odraslih. V tretjem delu smo se posvetili osebni higieni, higieni prostora, površin in pripomočkov pri delu z živili ter predstavili postopke za varno pripravo hrane v igralnici vrtca. To so izbira živil, lupljenje, strganje sadja in zelenjave, pospravljanje po zaključeni dejavnosti in ustrezno ravnanje z odpadki. Posebej smo izpostavili pomen zdrave izbire bodisi s hranilnega vidika, kot tudi v smislu lokalne oziroma ekološke pridelave in predelave živil. Nekaj pozornosti pa smo namenili tudi sodelovanju z zunanjimi obiskovalci vrtca pri pripravi hrane v igralnici, kar lahko dodatno obogati pedagoški pristop pri promociji zdrave prehrane. V zadnjem delu priporočil smo nanizali skupine jedi, ki se najpogosteje pripravljajo v igralnici vrtca glede na poročanje vzgojiteljic in vzgojiteljev. Opisali smo jih z vidika osnovnih surovin, postopka priprave jedi, osnovnih postopkov in pogojev, ki so potrebni pri izvedbi, in konkretnih primerov posameznih skupin jedi. Pri tem smo posebej izpostavili morebitne omejitve in opozorila z namenom varne priprave jedi in priporočene nasvete, ki podpirajo zdravje, bodisi glede ustreznejše izbire prehranskih sestavin,
postopka priprave jedi, kombiniranje z ostalimi jedmi in podobno. Izbrani primeri so prikazani na slikah. Priprava zelenjavnih in sadnih namazov, toplih napitkov, juh in enolončnic, kuhanih sadnih kaš in peka kruha in peciva. Čisto na koncu smo izpostavili in komentirali tudi pripravo nekaterih jedi, ki nosijo določeno stopnjo tveganja za zdravje in zato njihovo pripravo v igralnici vrtca odsvetujemo oziroma pri tem svetujemo posebno previdnost. Skozi priporočila, ki smo jih pripravili, usmerjamo neposredno učenje otrok v igralnici o postopkih priprave jedi, sestavinah jedi, osebni higieni in higieni prostora, pripomočkov, o tveganju v povezavi s hrano, o tem, kako pospraviti po zaključku dela, kako ločevati odpadke, kako pomembno je sodelovanje in odgovornost vseh sodelujočih v postopku priprave jedi in pa tudi sodelovanje z zunanjimi obiskovalci. Vse to vodi k oblikovanju spoznanj in krepitvi veščin pri otrocih v odnosu do prehrane, v upanju na posredni vpliv na družinske prehranjevalne navade. Naše osnovno sporočilo je, da nobena hrana ni prepovedana, so pa priporočena in odsvetovana živila, pri čemer je pomembna pogostost in količina uživanja le-teh ter medsebojne kombinacije različnih živil. Namesto zaključka naslednje razmišljanje. Pogovarjamo se z besedami, znakovnim jezikom, s tonom v glasu, z gibi rok in telesa, z izrazom na obrazu, z načinom oblačenja, vedenja. Pogovarjamo se tudi preko hrane. Hrana, pripravljena z ljubeznijo, hrana, zaužita pozorno in s hvaležnostjo, je hrana za zdravo telo, zdrav in zdravo dušo. Hvala za sodelovanje in vabljeni k branju priporočil za varno pripravo enostavnih jedi v igralnici vrtca.